Danes smo se spet zbrali tukaj z vitezom krvodajalstva, našim zvestim stokratnikom, gospodom Hauptmannom. Vitezi krvodajalstva niso ljudje, ki bi pozabljali na zdravje, na krvodajalstvo, skrbijo za nasledstvo v krvodajalstvu. Tako da so pomemben člen naših krvodajalcev oziroma stalnega darovanja krvi. Je pa pomembno tudi vsakdo, ki pride kadarkoli darovati kri, tudi če se spomnite morda enkrat letno, enkrat na 2 leti. Tako da dan današnji bi izkoristila to priložnost, da povabim vse ljudi, ki kdaj pa kdaj razmišljajo o tem, pa se še niso prepričali, ali so lahko darovalci ali ne, da pokličejo na naš oddelek, se lahko tudi na kratko pogovorijo z zdravnikom oziroma z medicinsko sestro o morebitnih izključitvenih ali pač vključitvenih dejavnikih oziroma vsa vprašanja, ki imajo pač lahko neposredno na nas naslovijo. Ob prihodu je najprej kratek vprašalnik, ki ga izpolnijo, naredimo kratko kontrolo krvi, hemoglobin, krvno skupino, zmenimo pritisk, kratek pregled pri zdravniku in nato odvzem dalje. Če je kakršenkoli pomislek, lahko ga takrat tudi tam pri nas izrazi. Krvodajalci lahko darujejo kri enkrat na 3 mesece, ženske pa enkrat na 4 mesece. Vljudno so vsi vabljeni. Zdaj, v zvezi z kakšnimi zdravstvenimi stanji pa se potem pač ustrezno dogovorimo, če kdaj res ne mora darovati krvi. Ni to izključno samo ena in naša edina dejavnost, druge dejavnosti tudi vključujemo. Pri nas se lahko vpišejo tudi za register matičnih celic oziroma informirajo o tem za prihodnje. Tako da dela imamo veliko, tako kot si je že povedal gospod Dolinšek. Pokazatelj, krvodajalstvo je v bistvu tudi pokazatelj, kako dobro imamo zdravstvo razvito, kako poskrbimo za vse ostale naše ljudi v zdravstvu oziroma ljudi, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo. Krvodajalstvo je zelo plemenita dejavnost. Tisti, ki so krvodajalci v naši družbi, bi morali biti bolj spoštovani, kot so. Gre namreč za nujno potreben, danes pravzaprav nezamenljiv del zdravstvenega sistema. Samo z zadostnimi količinami zbrane krvi lahko moderno zdravstvo deluje, kot je treba, in omogoči tistim, ki pač jih je potrebno pozdraviti, bodi si zaradi nesreč, bodi si zaradi kakšnih operacij ali pa zaradi bolezni, ki jih imajo in potrebujejo kri, samo na tak način lahko zagotavljamo ustrezno zdravstveno oskrbo. Sooča se krvodajalska dejavnost seveda z velikimi izzivi v zadnjem času. Covid je naredil svoje, posledice tega so, da težje dostopamo do krvodajalcev, zato na tem mestu apel in poziv vsem ljudem, da naj razmislijo in mogoče postanejo krvodajalci. Želeli bi si namreč, da bi se število krvodajalcev oziroma delež krvodajalcev v naši družbi povečal. Pri tem ne nagovarjamo samo mladih, ti se odzivajo in vidimo, da so solidarni, kot se pričakuje. Še toliko bolj pozivamo tiste, ki so v aktivnih letih, delovnih letih, in pozivamo predvsem direktorje podjetij, lastnike podjetij, da naj svojim delavcem omogočijo krvodajalstvo, da naj morda poleg ekonomskih rezultatov, s katerimi se radi pohvalijo, se začnejo pohvaliti tudi za to visoko družbeno odgovorno dejavnostjo in da naj njihovo podjetje postane recimo lider na področju tega, kakšen delež njihovih zaposlenih je krvodajalcev. S tem bodo vsi skupaj omogočili, da bo sistem še naprej vzdržen, stabilen, samo stabilen in vzdržen sistem nam v prihodnje omogoča, da bo ta dejavnost organizirana na način prostovoljnega, anonimnega delovanja, kar pa je temelj za varno krvodajalstvo. Še enkrat, gospod Hauptmann, iskrene čestitke, danes ste postali vitez krvodajalstva. Se spomnite mogoče svojega prvega darovanja krvi? Ja, v vojski. Prvič v stari vojski še bo. Zakaj ste se takrat recimo odločili za prvo darovanje krvi? Tudi za kakšen dan prej, da reč domov, pa za zdravje tudi malo, da preverimo. Kaj pa vas je potem v naslednjih letih gnalo naprej, da ste vedno znova se odločali za darovanje krvi, ker 100krat darovati kri ni tako malo, ne? Ja, po eni strani stric je tudi bil, vrača, je tudi dal dosti, da še mene zraven potegnil. Torej imate krvodajalstvo, bi lahko rekli, v krvi, v družini? Tudi, ja.
Ste tudi vi mogoče še koga navdušili za darovanje krvi? Trenutno ni ščerka ni htela. Kako dolgo si še želite recimo darovati krvi v prihodnje? Dolgo bom zdrav, če bo lahko šlo. Super, najlepša hvala. Hvala vam.